V okviru našega programa Odprta vrata za civilno družbo smo se danes sestali z nevladnimi organizacijami in predstavniki civilne družbe na področju, ki dela z migranti, prosilci za azil, tujci in vsemi drugimi, ki niso državljani Slovenije, pa tukaj živijo in imajo do naše države določene zahteve. Zadnje čase v Evropi veje nek malo bolj homofoben duh glede migrantov. A se opaža to tudi v Sloveniji? So kakšne spremembe glede na prejšnja leta? Kako je s tem pri nas? V Sloveniji se že dalj časa kaže tendenca potem, da bi tujce čim manj sprejemali oziroma integrirali v našo družbo. In nažalost so na ta način oziroma skozi takšno razmišljanje bili sprejeti tudi nekateri zakoni, ki so poslabšali celo položaj tujcev oziroma prosilcev za azil. Trenutno je v pripravi sprememba zakona o mednarodni zaščiti in ugotavljamo, da tudi predlog oziroma poprava tega zakona še vedno ne dosega standardov Ženevske konvencije o beguncih. Zato pozivamo seveda vse, ki so pripravljeni sodelovati v dokončnem oblikovanju tega zakona, da zdaj to jasno povedo. To so predvsem poslanci, ker je zakon že v parlamentu. Se pravi, če bi želeli se pokazati kot manj homofobna družba, je to zdaj prva priložnost, da to pokažemo. Danes je bilo tukaj veliko predstavnikov nevladnih organizacij. Lahko malo opišete tako načelno, kateri so bile in kaj so bile njihove razpravljalne točke? Ja, sestanka so se udeležili iz PIC-a, iz Mirovnega inštituta, iz društva oziroma to je nevladna organizacija Skala, potem Jezuitsko združenje za begunce, Slovenska filantropija, Amnesty International in gospod Krivic iz društva izbrisanih prebivalcev Slovenije. Skratka, pisana druščina nevladnih organizacij, katerih delovanje je pa izrazito strokovno. Se pravi, da delujejo preko svojih strokovnih sodelavcev, pretežno pravnikov in si prizadevajo, da bi svojim strankam zagotovile predvsem informativno in pravno pomoč, kadar so v postopkih pred državnimi organi v Sloveniji. Kakšne težave so pa izpostavili oziroma, če mogoče kakšen konkreten težji zaplet oziroma načelno, kako? Ja, izpostavili so nekaj večjih težav. Ena od teh je slaba komunikacija med nevladnimi organizacijami in državnimi organi. Ta komunikacija je slaba tako v vsebinskem kot v formalnem smislu. Namreč njihovi predlogi se le redko upoštevajo in nekako se zdi, da se država bolj trudi v smeri, bom rekla, oviranja njihovega dela kot v smeri, da bi njihovo delo podpirala. To se vidi tako iz, bom rekla, nekontinuiranega financiranja njihovega dela, seveda za priznane programe, ki so že verificirani, kot tudi v posameznih primerih, ko so nam poročali iz teh nevladnih organizacijah o različnih komunikacijskih, rečemo, šumih, ki so nastali med njimi in državnimi organi ali pa upravnimi organi. Potem so nam povedali tudi o prvih izkušnjah prosilcev po tem novem zakonu o izbrisanih. Te izkušnje nam ne dajo veliko upanja, da bi se status teh prosilcev v bližnji prihodnosti uredil. Prav tako pa poročajo o tem, v kakšnih težavah so tuji delavci in da se sicer že predlagana sprememba zakonodaje preveč zavlačuje in se bojimo, da tem tujim delavcem, ki so iz tretjih držav, se pravi ne iz držav Evropske unije, še dolgo ne bo mogoče učinkovito pomagati oziroma zaščititi njihovih pravic. Kakšna orodja so pa vam na voljo, da jim pomagate? Lahko
pozivate vlado, je še kaj drugega, kar lahko vi naredite? Ja, zdaj naš namen teh srečanj seveda ni v tem, da mi organiziramo nevladnike in civilno družbo, temveč predvsem v izmenjavi pogledov, mnenj, pa tudi konkretnih izkušenj. Tako da v konkretnem delu gre predvsem za to, da nam oni pošljejo ali posedujejo tiste pobudnike, posameznike, ki so v določenih postopkih pred državo doživeli neko krivico ali vsaj ocenjujejo, da je bila krivica, se pravi, da mi pomagamo konkretnim ljudem, ne nevladnim organizacijam. Druga stvar pa je, da ravno pri spremembah zakonodaje slišimo tudi podatke iz terena, če tako rečem, se pravi od njih, ki se s temi prosilci oziroma raznimi uporabniki srečujejo pri vsakdanjem delu. Se pravi, ne organizacija njihova gibanja, oni se med sabo čisto dobro razumejo in organizirajo, temveč neka medsebojna povezanost v smislu pridobivanja informacij. To, kar lahko varuh naredi, oziroma jaz kot varuhinja, je, da o problemih obveščamo javnost. To počnemo seveda na različne načine, tudi s takim pogovorom, kot je tale. Seveda najpomembnejši način komunikacije ali pa poročanja varuha je pa letno poročilo. In take stvari, o katerih smo se danes pogovarjali, bomo zapisali v letno poročilo za leto 2010. Zanimivo pa je, in to zadovoljstvom ugotavljam, da so se pa že tukaj prisotni sklicevali na letno poročilo za leto 2009, ki bo šele prišlo na vrsto v obravnavo v parlamentu, kjer so ocenili naša prizadevanja na tem področju. Tako da ta poročila vendarle dobivajo tudi eno vrednost dokumentarnega gradiva, na podlagi katerega se potem lahko tudi določeni ukrepi predlagajo. Kako pa so ocenili poročilo za 2009? Škoda, da niste njih vprašali, ampak če me že vprašate, so ga pohvalili. Najlepša hvala za pogovor. Prosim, pridite še kdaj.